Bog hodi s svojim ljudstvom, je med današnjo jutranjo svetomašo v kapeli doma svete Marte zatrdil papež Frančišek. Na dan, ko se spominjamo Marijinega rojstva, je poudaril, da smo vsi poklicani biti ponižni in blizu ljudem. Tako kot nas učijo Blagri in 25. poglavje Matejevega evangelija. Izpostavil pa je tudi vprašanje, na kakšen način Bog spravi. Jezusova naloga je bila namreč ravno spraviti in pomiriti. Toda Bog, kot je opozoril sveti oče, da bi spravil, ni sklical velikega zbora in ni podpisal nobenega dokumenta. Njegov način je poseben, spravi in pomiri v malem ter med potjo. V današnjem prvem berilu iz knjige preroka Miheja smo slišali besede o majhnem Betlehemu, ki pa bo postal velik, ker iz njega prihaja mir. Papež je poudaril, da Gospod vedno izbere majhne in ponižne stvari, da bi storil velika dela. Prav tako nam svetuje, da bi postali majhni kakor otroci, da bi lahko vstopili v Božje kraljestvo. Bog torej spravi in pomiri v malem. Pa tudi med potjo, ko hodi. Gospod ni hotel pomiriti in spraviti s čarobno paličico. Tako bi bilo vse opravljeno naenkrat. Toda ne, Bog se je svojim ljudstvom odpravil na pot. Današnji evangeljski odlomek, ki je po papeževih besedah nekoliko ponavljajoč se, nam podaja rodovnik Jezusa Kristusa. Gre za nekakšen seznam, ki pa predstavlja Božjo pot. Pot, ki jo je Bog prehodil med ljudmi, dobrimi in slabimi, kajti na tem seznamu so svetniki in so tudi grešni hudodelci.